Hvala, seveda prijazen pozdrav v mojem imenu. Jaz moram reči, da se počutim tole v začetku februarja kar malo slavnostno. Zdi se mi, da so Bloudkove nagrade kot najvišja priznanja na področju športa v Sloveniji en tak prazničen dan, ne. Malo še sovpada s kulturo in to mi je dodatno veselje. Letošnja podelitev bo natančno na rojstvo, ne, Stanka Bloudka, torej 11. februarja, to je ob 18. uri v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, tako kot pravzaprav vsa ta leta, kjer bomo podelili 4 nagrade in pa 10 plaket. Te nagrade smo, ali pa odbor, no, jih je skušal izbrati po svoji najboljši v najboljši veri, iz enega spoštovanja do vseh športnikov, športnih delavcev in tistih, ki nekako pomagajo, da šport v Sloveniji dosega tako izjemen, zavidljiv nivo, ne. Vse podatke iz te brošure, ki bomo takrat tudi dali, oziroma bo natisane na voljo potem samim na prireditvi, dobite preko maila, tako da imate vse podatke in boste zlahka potem izločili ali pa zbrali tisto, kar je pomembno, zato da lahko pripravite te vaše prispevke, ne. Tisto, kar bi zdajle že vnaprej malo izpostavil, je to, da sem vesel, da se odbor pač ne ukvarja samo izbiro teh nagrajencev, ampak tudi s tem, da se bori nekako za mesto slovenskemu športu tam, ki mu pripada, no. Ena od stvari je ta, da smo uspeli zdaj v teh letih izenačiti nagradni sklad z nagradnim skladom Prešernovih nagrad, torej za področje kulture, in to si nekako štejemo v veselje, no, da nam je to uspelo. Naslednja stvar pa, na kateri zdaj zelo intenzivno delamo, ne, je ta, da bi skušali razviti nagrade Bloudkovega odbora v smer, v katero se razvija slovenski šport. Kajti preprosto mu te nagrade morajo slediti, gre za to, da smo omejeni pri nagradah do te mere, da lahko podelimo 3 oziroma največ 4 nagrade, ne. Slovenski šport pa dosega tak, nesluten razvoj, tega se sam zelo veselim, da mu nagrade tako rekoč ne more več slediti. Kaj se nam je zgodilo letos, videli boste sami, podelili smo 4 nagrade za vrhunske dosežke in s tem pravzaprav zanemarili, v narekovajih, ne, ali pa nismo mogli upoštevati še kogarkoli drugega, ki bil absolutno zaslužen za to, da bi te nagrade dobili, ne. In seveda naš predlog, za katerega pa je potrebna sprememba zakona, gre v smer, da bi v vsakem olimpijskem letu dovolili, naredili izjemo, da bi pokrili vse tiste, ki na olimpijskih igrah dobijo medaljo, ne, da jim ta naša nagrada pripada, ne. Torej bi se v olimpijskem letu povečalo število nagrad za olimpijske medaliste. Pa spet ne za vse, tisti, ki so že kdaj prej dobili, je jasno, ker je nagrada, to lahko poudarite, gre za nagrado, ki je samo enkratna, ne, v življenju, torej jih ne dobiš znova. In letos, kot pravim, smo imeli srečo, smo bili lansko leto malo, vizionarski ali pa dalekovidni. Zgodilo se je namreč, da smo lani že podelili nagrado skakalkam. Če bi imeli letos še skakalkam za podeliti, bi imeli 5 medalj, ki jih moramo dati, oziroma 5 nagrad, ki jih pa ne moremo po zakonu, ne, no. Skratka, s tem se ukvarjamo in seveda veseli me to, no, da po zagotovilih, ki jih imamo, se pravzaprav tisti, ki morajo potem pa formalno to sprejeti v parlamentu, nekako vsi podpirajo to naše delo oziroma našo idejo. In samo čakamo, da se bo to vendarle končno uresničilo in da bomo naslednje leto potem, kot se temu reče, nekoliko lažje zadihali. V pripravi je pa še ena zakonska pobuda, ena od 2. Ja, no seveda, druga zakonska pobuda je pa ta,
da se nagrada, nehote se ta nagrada nam spremenila v dvodelno nagrado, kar seveda ni dobro. Kaj se je namreč zgodilo? Leta, mislim, da 2016 je bil sprejet zakon, po katerem so vsi prejemniki Bloudkovih nagrad, ne, upravičeni tudi do dodatka k pokojnini. Ne. Gre za to, da od tiste svoje zaslužene pokojnine dobivajo še nek dodatek do tiste najvišje slovenske zaradi svojih izjemnih zaslug na področju športa. In seveda tisti zakon takrat ocenjujem za zelo pozitivnega, ampak vendarle se je zgodila neka, jaz mislim, da pravzaprav administrativna napaka, da so po 3 alinejah, za katere lahko dobijo nagrado pač športni delavci, je ena izpadla. Ne. Gre za to, mislim, da je bila celo zaznamovana. Gre za izjemen prispevek na področju slovenskega športa, da ni upoštevan v tem sistemu pokojnine, ne. Ampak sta samo pač vrhunski dosežek in pa življenjsko delo v športu. Mi hočemo, da je to nekako izenačiti. To so, vedno moramo tudi gledati nekako na denar, ne, še sploh, če je naš skupni, ne, to se zelo varčno obnašamo do tega vprašanja, ampak radi bi, da tudi torej pod A, ljudje, ki so naredili ta izjemen prispevek na področju slovenskega športa, so tudi upravičeni do te, bom rekel, zakonske določitve, da nagrada ne ostaja dvodelna. Ne. In če nam bo še to uspelo, potem pa jaz mislim, da kakšnih hujših stvari ne bo, lahko bomo delali v miru naprej. Mogoče se bomo borili samo še za to, da tako kot znanost in kultura, tudi šport dobi ustrezno mesto z neposrednim televizijskim prenosom, no, iz Brda ali pa kjerkoli bomo to počeli, ker že leta spremljamo, tudi neki dogovori so bili, zaenkrat nam to še ni povsem uspelo, ampak zato tudi s toliko veliko volje in želje pravzaprav delamo naprej. Jaz se tudi seveda zahvaljujem vsem, ki ste prišli in seveda Radio Volje s pomočjo tudi naše sekretarke Petre Tramte, ki odlično suportira to delo našega odbora, odgovorimo še na kakšno vaše vprašanje. Mogoče še, preden gremo na vprašanja, kdo bo vse prisoten od državnega vrha na Brdu v soboto? Po naših podatkih seveda tisti, ki pravzaprav tam tako rekoč skoraj morajo biti, ne, predsednica republike, novi, najnovejši minister za šport, seveda gospod Han, kar je tudi še ena taka dodatna sprememba, tudi zato imamo tiskovno konferenco tule pri vas. Jaz sem prvič v življenju na Ministrstvu za gospodarstvo, počutim se pa zelo dobro in verjamem, da bo ta del športa pod to streho pravzaprav dosegel vse tiste cilje, za katere se vsi nekako zavzemamo. No. Hvala lepa. Tudi jaz kot še kdo od mojih kolegov je prvič na Ministrstvu za gospodarstvo. Dajem vprašanja. Bi pa še eno prošnjo imel. Ne bi zdaj pač povedali še imena, ne, je bilo povedano, da bojo v brošuri, ki jih boste dobili po e-mailu. Ta hip boja. No, pa se jaz sem že malo nakazal, ne. Mimogrede pa še sogovornika moram predstaviti, ne, gospod Jože Zidar, se večina ga pozna, ampak je pa tudi član odbora za podelitev Bloudkovih nagrad, v katerem nas je 9, ne. In seveda sem tudi njemu nekako zahvaljujem za to, ker vlaga v to, da bi šle stvari v pravo smer in je pravzaprav na 2 straneh ta hip, ne, torej na tej, ko pojasnjuje stvari, pa na vaše, ki sprašujete, ne, ker je nekaj še vedno šef STA, no, kakorkoli, no, saj to vi bolj veste, kaj sodi. Ja, izvolite, če ima kakšno vprašanje. Kakšne stvari v podskupini, ampak mogoče pa katero drugo stvar pa vseeno. Koliko je zdaj nagrada, to vsako leto sprašujemo in kdaj se je izenačila s kulturo? Izenačila se je letos. Letos je prvič, zato tako s ponosom to povemo. Je pa treba razumeti, ne, vsota za nagrade je enaka.
Jasno pa je, da jih mi... Sklad, ja. Ne, posameznik pa dobi, jasno, če Prešernovi podelijo 2, mi pa 4, je to, torej dobijo posamezniki pri nas pač toliko manj, ne. Številčno je omejeno, ker oni, če se prav spomnim, so dobili zdaj 6. Ne, oni so tudi še bolj strogo, ne poznam natančno Prešerna, ampak vsako leto podelijo izključno samo 2. Ja, 2 nagradi, pa 6 nagrajencev Prešernovega sklada. Koncept je popolnoma enak, kot je pri nas, ker imamo pa seveda 4 nagrade, pa 10 nagrajencev, ki pa dobijo plakete, ne. Torej, Prešernov sklad in plaketa sta eno, Prešernova nagrada pa Bloudkova nagrada sta pa tudi eno, sta ekvivalent, ne. V tem je samo hec in jasno je, da so naše številke nekoliko nižje, ne. Ampak to je logično in razumljivo, meni se samo, zato smo se kar nekaj časa borili, no, da smo lahko prišli do tega, da imamo zdaj enako. Čist natančni podatki se zdaj, ne vem koliko, ampak vem, mislim, da je naša nagrada iz 9 na 11 tisoč zdaj za posameznika dvignila, pa iz 3, mislim, da blizu 4 tisoč, no, tako da to so številke, ampak mislim, da če boste o tem kaj poročali, je pravzaprav pomemben dosežek ta, da smo se izenačili, ne, in to se mi zdi lepo in smiselno, ker najvišja priznanja, naj bo to znanost, kultura ali pa šport, jaz mislim, da bi morala biti enaka, no, in tle smo, oziroma so tisti, ki o tem odločajo, nekako prisluhnili, spet pa ne gre to za neke ekstremne vsote, ja, Pa znanost vemo, priznanje ne vemo. Jaz vem, imajo pa še nekoliko više kot kultura in mi, res pa je, da oni tam po tistih podatkih, ki jih imam, nekako združuje nagrado tako Puhove in pa Zoisove, ja, tako. Ja, tako da so vendarle nad nami, kar je presenetilo tudi še kakšne, ki o tem odločajo, no. Smo si mislili, da caplja znanost še za kulturo in za športom, pa je ravno obratno, ta hip. Številčno jih imajo pa tudi enako? Ne, jih imajo pa tudi nekaj več, ja. Arjen Sajovic, Nova 24 TV. Mene pa zanima, govorili ste o zakonskih spremembah, da se pač razvijajo, da ste tudi deležni podpore strani predvidevam politike, torej iz vseh in kdaj se bo odločalo o teh zakonskih spremembah v državnem zboru? No, hvala za vprašanje. Najlepše od tega je bilo, da je prejšnja vlada ta problem, ki so ga zaznali in so se tudi strinjali s tem, da ga nekako je potrebno rešiti, dala v ta primopredajni postopek in je zdaj seveda na mizi spet v parlamentu s mojim občutkom, če so ga oni dali, da se tako pozicija kot opozicija nekako strinjata s tem, da je to treba narediti. Terja pa to svoj čas, ne. In zdajle po tistih zadnjih podatkih, ki jih imamo, naj bi se to marca urejalo za ta, torej letošnjo podelitev, ki bo v soboto, seveda ne bilo teoretično več časa, da to uredimo. Mislim pa, da bomo nekako, da bo do decembra ali pa teoretično govorim do januarja 24, ko se bo odbor usedel, ne, spet in začel razpravljati, da bo pa to čisto in bomo mi tam lahko te stvari urejali, pa po tistih podatkih, ki jih ima, naj bi nekako v marcu, to bo najbrž tudi Petra vedela, naj bi se v parlamentu to odločalo. Se pravi, bi lahko naslednjo leto že pričakali? Absolutno, ne. Naslednje leto bo tudi zadnje naše leto tega 4-letnega mandata, ki smo ga dobili, in ne vemo potem, kako bo naprej, to pač odločajo na ministrstvu, kdo in kako, kakšen bo izgled potem Bloudkove ekipe v prihodnjih letih, ampak če nam bo uspelo pa to narediti, no, pa bom lahko rekel, da bom kar malo ponosen, seveda ne samo na svoje delo, ampak predvsem tudi na delo mojih sodelavcev, no, da smo to uspeli urediti za, kot se reče v narekovajih, za vse večne čase, tudi za v prihodnje in bo ekipa, morda bomo tudi kateri od nas še kaj nadaljevali, to naslednja 4 leta, potem torej od leta 2024 naprej, če pa ne, pa seveda nekdo drug, ki bomo pa stvari postavljene tako, kot morajo biti. Mogoče to en dodatek, a ne, mislim, da je 7 olimpijskih dobitnikov medalj brez Bloudkove nagrade. Ja, no, 5 jih je trenutno, ampak to so
stari grehi, ki sploh niso naši, ne. Recimo ekipa iz Lillehammerja 92, ne, so še brez tega torej Bloudkove nagrade, ne. Košir, Dovžanova pa Katja Koren, ne. Potem seveda spet zaradi preobilice, ne, dobrih športnikov, ne, sta recimo izpadli tudi tekačica, mi pomagajte, kako? Ja, Fabjanova, potem pa še judoistka, ne, Ana Marija, ja. Torej teh 5 medalj moramo mi, potem ko bo ta zakon sprejet, urediti še nekako za nazaj, ne. Da bo za naprej, pa daj pravim, po najboljših močeh delamo. Kot pravim, ne, zdi se mi pa tisto, kar mene osebno nekako boli, je to, da je ta razlika v nagradah nastala, ne, ker so taka velika imena slovenskega športa na področju, rekel, trenerskega ali pa organizacijskega dela, ne, bodo imela ali pa že imajo malo težave s tistim dodatkom, ne. In to taki, kot jaz rečem, stroj za medalje, kot je Marjan Fabjan, ne, tudi človek, ki je ogromno pripomogel tudi posredno k slovenski identiteti pa pri osamosvojitvi, ne, nazadnje, Tone Vogrinc in taki ljudje zaradi te, rekel, drobne napakice, ki jo zdaj skušamo odpraviti, nekako ne morejo dobiti tistega, kar jim pripada. Pa najbrž še nekateri, ampak to so najbolj taki vpijoči primeri, s tem, da smo tudi ugotovili, da to ne vem kako, ali pa res minimalno zajeda proračun države, glede na to, kaj so ti ljudje naredili za državo, pa kako so nam na nek način polepšali življenje, no, jaz res ne vidim razloga, da tega ne bi dobili, no. Še skupni nagradni sklad, mogoče Petra transfer, če lahko. Mogoče, ja. Skupni je 84 000, ne, zdaj pa seveda odvisno od leta, koliko se teh nagrad podeli, a ne, se pravi od 3 do 4 maksimalno letno, ne, in pa potem števila plaket, katere se lahko podelijo od 10 do 12 maksimalno na leto, ne, stvar odločitve odbora vsako leto posebej. Zdaj, če vas zanima točna številka, kakšna je višina nagrade letos, ne, in pa kakšna je višina plakete letos, lahko po mailu. Lahko potem po elektronski pošti dobite točen podatek, a ne, ker so, morate vedeti, 84 000 se deli na toliko nagrad in so potem zneski na cent zaokroženi, no, tako da predlagam, da vam pošljemo to po mailu. Imate tam, da upišete tudi. Mi smo tudi, to je bilo še pomembno, ne, da mi nismo zdaj samo gledali čim več nagrad, da bomo čim bolj pokrili, ne, ampak smo letos tudi lahko bi podelili teoretično 12 plaket, ne, pa smo se vendarle odločili za 10, ker se nam zdi, da je to korektno, no, do vseh ostalih, ne, da ne hlastamo za naprej, ker začetki te naše nagrade so bile taki, ne vem, če se kdo še spomni, ampak recimo podeljevali smo na začetku, v 65 leta se je nagrada začela, se je podeljevalo po 10 nagrad, ne, nekaj se je pa to malo mogoče, tudi to težo sami nagradi, če lahko preveč ljudi dobi, ne, jo malo zmanjša in se je potem, mislim, da 2004 nekako izoblikovalo, da je 3, največ 4, pa 10, največ 12 plaket, ne. In je to kar držalo nekako ta sistem, zdaj pa ob tem izbruhu uspehov slovenskega športa pa moramo malo modificirati na zadevo. Mogoče še en dodatek, a ne, po osamosvojitvi se stvari so se spremenile, tudi kar se imena tiče, to so zdaj Bloudkove nagrade. V preteklosti se niso tako imenovale, ampak je Zveza za telesno kulturo Slovenije pač podelila te nagrade. Imamo zdaj probleme za nazaj, da sploh odkrivamo, kako so te podelitve potekale, ne, na kakšen način, kako je odbor izbral, ne, ker 58. podelitev bo letos. Po osamosvojitvi Slovenije se je šele to spremenilo in kot je Viktor Grošelj že povedal, v zadnjih 2-3 letih se pač trudi tudi politika, ne, da se te stvari izenačijo in s kulturo in nagrade znotraj, kot je bilo izpostavljeno. Mislim, da to so te najpomembnejši poudarki današnje tiskovne konference.
Mogoče bi sam to še dodal, da je dober občutek, ker to nagrada, to ni od včeraj niti izpred 20 let, ampak od leta 1965. In to daje tem nagradam eno tako žlahtnost, eno tradicijo, na katero je treba biti nekako pozoren in jo negovati, ne. In če bo tako, kot smo si za letos zaželeli, bo seveda na Brdu z nami tudi prvi prejemnik Bloudkove nagrade, to je gospod Miro Cerar starejši, ne. Tega se še dodatno veselim in bo nekako plemenitil to pravzaprav lepo zgodbo teh nagrad. Še kakšno vprašanje? On je Prvi, ja. Ja, prvi. Takrat je bil tudi športnik v Jugoslaviji. Eden od prvih, takrat jih je bilo 7 ali 8, so jih takrat še podeljevali, no, ampak on je najbolj izstopajoče ime tistega časa in mislim, da je tudi edini še živeči, ker to je pa, kot pravimo, to je 58 let, ne, jaz sem prav zračunal, 58. Vrnil se je iz olimpijskih iger v Tokiu, kjer ga še zdaj častijo kot enega največjih telovadcev na svetu. Hvala lepa. Pa še enkrat prošnja, ne, da pod embargom se pravi, da se objavlja ob 19. v soboto. Tudi to bo še ena tema v tem našem delu, ne, a je ta embargo smiseln ali ni, lahko se zdaj tudi še v tem kaj spreminja, glede na to, da Prešernovi nagrajenci to že povejo 3 mesece pred, tako da je že skoraj pozabo, ker se dobro nas spomnijo na sami podelitvi, ampak to so pa rekel ti take dodatno sladke dileme, katerih cilj je samo nagrado osvetliti v tisti pravi luči. Ampak letošnje leto embargo še velja. Ja, ne, absolutno, seveda, Da ne bo dvoma. Ne, pa sej to je tudi strani, recimo Televizije Slovenija je to zelo profesionalno, vedno nekako skušajo, kot pravim, še enkrat, želimo si, da bo to postalo z direktnim prenosom, pa bo imela gospa Jolanda malo manj dela, ne, ker bo to že tam. Drugače pa oni tudi že vejo, kdo so nagrajenci za to, ker morajo to pač posneti nek prispevek o njih in jih potem ustrezno predstaviti, ne. Pa se govorimo vaš jezik, ne, se jasno, da vi informacije imate, tudi nagrajenci že vejo, kdo so, ne. Nenazadnje Bloudkov odbor tudi ve, kdo so nagrajenci, tako da to je samo tako nekako dodaten žar ali pa šarm prireditve, da se ne ve, no, tako malo mogoče kopiramo Oskarje, ali pa kdo bo zdaj tisti, no, ampak to je to. Hvala lepa vsem še enkrat. En dodatek na Slovenski tiskovni agenciji bomo v soboto zjutraj z embargom objavili. Če si kdo želi, lahko sicer naredimo tudi prej, ampak se mi ne zdi smiselno. Toliko zaenkrat, pa za zaključek najlepša hvala Ministrstvu za gospodarstvo in turizem, ker so šport vzeli pod svoje okrilje in danes tudi na prvič na tiskovni konferenci. Hvala. Z veseljem. Hvala. Hvala lepa vsem.